Univerza v Novi Gorici letos praznuje okrogli jubilej 15. obletnico delovanja. Kratko obdobje za neko univerzo, a zelo plodno, je prvih 15 let označil rektor dr. Danilo Zavrtanik. 15 let je eno obdobje, ki se mora že nekaj poznati, če si 15 let resno delal. In jaz mislim, da od skromnih začetkov, majhne podiplomske fakultete, čeprav je bila nekaj posebnega, tudi v mednarodnem smislu, smo v 15 letih uspeli narediti majhno uspešno univerzo in mislim, da je to kar razlog za biti zadovoljen. Jubilejno akademsko leto so predstavniki univerze skupaj s številnimi gosti obeležili s prireditvijo na dvorcu v Zemunu. Univerza v Novi Gorici je pred 15 leti z delom začela prav v Novi Gorici ali bolj natančno v Rožni dolini. Danes so prisotni tudi v sosednji Gorici in Ajdovščini. V prihodnjih letih bodo dobili prostore v Vipavi in Goriških Brdih in izdelan je tudi načrt za univerzitetni kampus v Novi Gorici. Znanje brez meja, vede brez meja, misli brez meja. So besede himne Univerze v Novi Gorici, besede, s katerimi lahko začnemo današnjo slovesnost in nas bodo danes združevale. Pričenjamo namreč novo akademsko leto, ki je za univerzo še posebej pomembno, saj praznuje 15. obletnico svojega delovanja. V teh letih je univerza zrasla in pognala močne korenine. Njeni cvetovi pa se kažejo v vedno večjem številu diplomantov ter magistrov in doktorjev znanosti. Na današnji slovesnosti, ko prepletamo misli iz življenja 15 let Univerze v Novi Gorici, pa bomo podelili tudi priznanja, visoka priznanja. Priznanja Univerze v Novi Gorici in sicer podelili bomo študentska priznanja Alumnus Primus in Alumnus Optimus, priznanje zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici, častni član in zlata plaketa ter dve najvišji priznanji, častni doktor Univerze v Novi Gorici. Drage dame in gospodje, prav na začetku današnjega, mislim, da na nek način res lahko rečemo velikega praznovanja, vabim k besedi profesorja dr. Danila Zavrtanika, rektorja Univerze v Novi Gorici. Prosim. Spoštovani, dragi gostje, dragi prijatelji Univerze v Novi Gorici, dovolite mi, da v naši sredi najprej seveda pozdravim naše današnje nagrajence, potem predstavnike naših ustanoviteljev, direktorja Inštituta Jožef Štefan, dr. Jadrana Lenarčiča, prorektorje slovenskih univerz, Univerze na Primorskem, Univerze v Mariboru, Univerze v Ljubljani in prorektorja Tržaške univerze. Še posebno čast nam je, da sta med nami tudi dva ministra slovenske vlade, dr. Boštjan Žekš, minister za Slovence po svetu, in dr. Henrik Gjerkeš, minister za lokalno samoupravo. Nenazadnje mi dovolite, da predstavim tudi njegovo ekscelenco, italijanskega veleposlanika Aleksandra Petromarkija. Zgodovina Univerze v Novi Gorici se je začela leta 1994, ko je, lahko rečemo, nekaj pogumnih in modrih mož na Inštitutu Jožef Štefan pričelo pripravljati za tiste čase drzen projekt ustanovitve prve mednarodne podiplomske šole v Sloveniji. To je bil čas, ko je bilo v Sloveniji bogokletno razmišljati o univerzitetnih ustanovah izven javnih univerz. Danes ni veliko bolje. Nekateri posamezniki so takega mnenja še danes in težko dojemajo, da je šel razvoj naprej in da se je svet od takrat postaral za dobrih 15 let. V takih okoliščinah sta leta 1995 Inštitut Jožef Štefan in Mestna občina Nova Gorica ustanovili Fakulteto za znanosti v okolju, ki je bila prva mednarodna podiplomska šola v Sloveniji. Najbrž je prav, da se ob tej svečanosti spomnimo članov prvega senata Fakultete za znanosti v okolju,
ki so zastavili svoje ime in ugled za popotnico takrat mladi ustanovi. To so bili profesorji Franc Bizjak, Andrej Čokl, Ana Gregorčič, Franc Gubenšek, Nikola Kalaj, Brton Kros, Ivan Marušič, Peter Stegnar, Janez Štupar in Boštjan Žekš. Fakulteta za znanosti o okolju je doživela uspeh in hitrejši razvoj, kot so njeni očetje in nasprotniki pričakovali. Tako smo dodali nova raziskovalna področja, nove študijske programe na do- in podiplomskem področju. Okvir Fakultete za znanosti o okolju je kaj kmalu začel postajati preozek, zato smo leta 1998 našo ustanovo reorganizirali in preimenovali v Politehniko Nova Gorica. Notranja organizacijska struktura Politehnike je bila močno podobna, če ne že skoraj enaka, klasični univerzitetni strukturi. Zato me še danes čudi, da so naši nasprotniki, ki jih v tistem času ni bilo prav malo, to spregledali. Od tu naprej je šel razvoj hitro in Politehnika Nova Gorica se je iz dneva v dan vse bolj uveljavljala kot moderna in raziskovalno usmerjena univerza. Leta 2003 smo dobili dva nova soustanovitelja, in sicer občino Ajdovščina, ki je zagotovila dodatne prepotrebne prostore in zemljišče za observatorij na Otlici, ter ZRC SAZU, največji slovenski inštitut z področja humanistike, kar je na univerzi pospešilo razvoj humanističnih ved in humanističnih študijskih programov. Leta 2005 je Senat Politehnike Nova Gorica sprejel odločitev, da Politehnika Nova Gorica spremeni status in se preimenuje v Univerzo v Novi Gorici. Status smo od državnih organov dočakali leto kasneje, ko so se poleg naših dolgoletnih naporov v pravo sosledje postavile tudi zvezde na slovenskem visokošolskem nebu. Od tu naprej je razvoj stekel še hitreje, in to tako na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti, kot tudi študijskih programov. Danes je Univerza v Novi Gorici še vedno mlada, vitalna, raziskovalno usmerjena in mednarodno vpeta univerza. Raziskovalno delo poteka v 5 laboratorijih, 3 centrih in 1 inštitutu. Študijski programi na vseh 3 bolonjskih stopnjah se izvajajo na 5 fakultetah in na 2 visokih šolah. Univerza v Novi Gorici je tudi soustanoviteljica Primorskega tehnološkega parka in ima lastno fundacijo. Od letošnjega leta pa imamo v posesti tudi 16 hektarov vinogradniškega posestva in pričeli smo z lastno pridelavo vina. Univerza v Novi Gorici je tudi edina slovenska univerza, ki deluje čezmejno. Fakulteta za znanosti o okolju ima namreč svoje prostore v Gorici, v Italiji, študijski program ekonomika in tehnike konzervatorstva arhitekturne in krajinske dediščine pa že od vsega začetka izvajamo v Benetkah, v prostorih, ki nam jih je namenila beneška občina. Raziskovalni laboratoriji naše univerze so moderno opremljeni z vrhunsko raziskovalno opremo, katere vrednost presega 2 milijona evrov. Naši raziskovalci so vključeni v manjše in večje mednarodne projekte in sodelujejo z ustanovami z najvišjim ugledom. Kot primer lahko navedem sodelovanje pri izgradnji in delovanju doslej največjega observatorija za kozmične žarke, ki meri kar 3000 kvadratnih kilometrov, sodelovanje z ICGEB iz Trsta, EPFL iz Švice, Imperial College iz Londona, Sinhrotrona v Trstu in v Hamburgu ter inštituta KEK v Cukubi. In seveda ta lista je dolga in nekje jo je treba skrajšati. Naša univerza je intenzivno vpeta v raziskovalne projekte in študijske sheme Evropske unije. V zadnjem času z zadovoljstvom ugotavljamo, da naraščajo izmenjave profesorjev in študentov v okviru programa Erasmus. Posebej pa smo ponosni, da so naši podiplomski programi, ki jih večinoma izvajamo v angleščini, zanimivi tudi za tuje študente, ki k nam prihajajo iz celega sveta in v tem trenutku predstavljajo že kar 46% celotne podiplomske študentske populacije. Tudi univerza sama kot raziskovalno in pedagoško okolje postaja privlačno za tuje znanstvenike in profesorje, zato število zaposlenih strokovnjakov iz drugih držav
narašča in v tem trenutku dosega 15% od vseh zaposlenih. Na Univerzi v Novi Gorici posvečamo posebno skrb prenosu znanja v podjetniško okolje, zato imamo redne stike in skupne raziskovalne projekte s slovenskimi podjetji. V času krize pa dejavnost skušamo širiti tudi na druge evropske države ter poskušamo tudi na Daljnem vzhodu. Najmočnejša stran naše univerze so seveda naši profesorji in raziskovalci, ki dosegajo vrhunske rezultate v svetovnem merilu, ter ostali zaposleni, ki skrbijo, in to učinkovito, da potekajo akademske aktivnosti nemoteno. Naši diplomanti, magistranti in doktoranti torej gredo skozi dobro šolo. Zato po končanju študija dosegamo visoko zaposljivost. Marsikateri od naših bivših študentov že imajo uspešne kariere doma in v svetu. Je pa res, da je število študentov, ki pri nas študij dokončajo, relativno majhno. Med našimi študenti so tudi taki, ki dobivajo domača in mednarodna priznanja že v času študija. Najboljše iz zadnje generacije tistih, ki so študij na dodiplomskih stopnjah končali letos, boste spoznali kasneje. Univerza v Novi Gorici je med mladimi poznana kot univerza, kjer je študij težak in kot ustanova, kjer se veliko naučiš. Tako usmeritev hočemo ohraniti in si želimo, da bi nas kot težko univerzo prepoznali tudi najbolj talentirani in motivirani mladi ljudje in se k nam upisovali v večjem številu. Pozitivne izkušnje študija v majhnih skupinah zagotovo ne bodo nikoli pozabili. Na vprašanje, kakšna bo naša univerza čez 5 ali 10 let, je najbrž nemogoče odgovoriti. Nekaj se da ugibati, lahko tudi kaj planirati, a razvoj visoko kvalitetnih akademskih ustanov ni vedno predvidljiv, saj v veliki meri zavisi od sposobnosti in možnosti pridobivanja najboljših raziskovalcev, profesorjev in študentov. Seveda si vsi želimo, da bi se v tem času končala naša prostorska stiska. Prve rešitve se že kažejo v pridobljenih sredstvih za obnovo dvorca Lantieri v Vipavi in določitev lokacije ter izdelavi idejnega načrta za izgradnjo kampusa v Novi Gorici. Naše strateške usmeritve za prihodnost predvidevajo, da bo Univerza v Novi Gorici ostala majhna, drugačna, raziskovalna in mednarodno odprta univerza, željo, da kdaj v prihodnosti postane elitna. Verjamemo, da le kot taka si lahko zagotovi obstoj tako v slovenskem kot mednarodnem okolju in še naprej prispeva k diverzifikaciji slovenskega visokega šolstva. Slovenska ljudska pesem poje: Rožmarin ima svoj duh, naj bo zelen ali pa suh. Besede povedo vse. Danes smo v goste povabili godalni kvartet Rožmarinke. Simpatična dekleta, ki so končala Akademijo za glasbo v Ljubljani in se nato še izpopolnjevala po svetu in pri mojstrskih profesorjih klasične glasbe. Tina, prva violina, Monika, druga violina in Petra, violončelo. Z veseljem pozdravljam danes na naši slavnostni Rožmarinke.
Praznovanje začetka akademskega leta in okroglega jubileja so na univerzi izkoristili tudi za podelitev priznanj najboljšim študentom in častnih priznanj sodelavcem in vsem zaslužnim tako za razvoj univerze kot okolja, v katerem ta deluje. Zaslužni profesor in za to priznanje je Senat Univerze v Novi Gorici sklenil na seji dne 18. maja 2010, da to priznanje prejme profesor Antonino Abrami, in sicer je to priznanje zaslužni profesor, profesor emeritus, za pomemben prispevek k mednarodnemu ugledu in razvoju Univerze v Novi Gorici ter za vzorno opravljanje pedagoškega in mentorskega dela. Dovolite, da pobliže povabim docentko doktorico Sašo Dobričič, da poda obrazložitev. Dober večer. I will switch on English now. Professor Antonino Abrami has dedicated his research and institutional activity to protecting environmental and cultural heritage. Profesor Antonino Abrami je svojo raziskovalno in institucionalno dejavnost posvetil varstvu okolja in kulturne dediščine. Kot sodnik Vrhovnega sodišča v Benetkah in nosilec prve katedre Jean Monnet za evropsko okoljsko zakonodajo Univerze v Urbinu se je posvetil predvsem povezovanju dolgoletnih izkušenj na področju pravne prakse za varstvo kulturne in okoljske dediščine, akademskih standardov in dela tako študenti kot tudi kolegi v stroki. Omeniti velja, da je profesor Abrami avtor prvega statuta Fakultete za okolje Univerze v Urbinu, ki je postal izhodišče za vse nadaljne statute fakultet za okolje v Italiji. V zadnjih letih se profesor Abrami posveča predvsem uveljavljanju enotnih kriterijev na področju okoljskega pravosodja in zakonodaje ter človekovih pravic na mednarodni ravni. Kot dejavni predsednik in soustanovitelj Mednarodne akademije za znanosti o okolju IAS, ki ji predseduje Nobelovec za mir Adolfo Pérez Esquivel, je profesor Abrami med glavnimi pobudniki ustanovitve Mednarodnega in Evropskega kazenskega sodišča za okolje. Aktivno institucionalno delovanje in plodno povezovanje stroke z raziskovalno dejavnostjo profesor Antonina Abramija se izkazujeta v organizaciji številnih mednarodnih simpozijev, v objavi izhodiščnih monografij in publikacij za področje okoljskega pravosodja in zakonodaje. Še posebej opazna je nedavno objavljena interaktivna baza podatkov EDO za vrednotenje in preprečevanje okoljskih katastrof, ki bo komparativno orodje Mednarodnega kazenskega sodišča za okolje in se bo med drugim razvijala tudi pod raziskovalnim okriljem Univerze v Novi Gorici. Professor Antonino Abrami is closely linked with the international acknowledgement of the University of Nova Gorica. Profesor Antonino Abrami je tesno povezan z uveljavljanjem Univerze v Novi Gorici. V 5 letih sodelovanja je s svojimi številnimi raznovrstnimi in pomembnimi prispevki pripomogel k prepoznavnosti omenjene univerze kot vodilne in referenčne univerzitetne institucije za področje okoljskega pravosodja in zakonodaje varstva kulturne dediščine. Njegovo vzorno pedagoško delo poleg predavanj obsega mentorstva pri magisterijih in doktoratih. Vsebinsko interdisciplinarno pedagoško sodelovanje je sčasoma postalo prepoznavno predvsem kot institucionalno trdna vez med Akademijo IAS in Univerzo v Novi Gorici, ki je tako prisotna kot vodilna univerza v vseh javnih iniciativah uveljavljanja Mednarodnega in Evropskega kazenskega sodišča za okolje. Profesor Abrami je tudi konkretno pripomogel k razvoju Univerze v Novi Gorici. Danes so vsi prostori Akademije IAS v Benetkah na razpolago dejavnostim univerze. Zdaj pa prejemnik naziva zaslužni profesor,
Profesor Antonino Abrami, prosim, da prevzamete priznanje, ki ga bo izročil profesor dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici. And now, the recipient of the Professor Emeritus title, Professor Antonino Abrami. Please accept this award presented by Professor Dr. Danilo Zavrtanik, the Rector of University of Nova Gorica. Na oder pa zdaj spet vabim Tino, Moniko in Petro. Zaigrali nam bodo Brahmsov madžarski ples številka 5. Prosim. Mi pa, dragi gostje, nadaljujemo s podelitvami. Naslednja podelitev, to je priznanje častni član Univerze v Novi Gorici, je Senat Univerze v Novi Gorici sklenil na seji 18. maja 2010. Priznanje prejme profesor dr. Neil McCann-Elford v znak priznanja za njegovo podporo pri raziskavah materialov na Univerzi v Novi Gorici in večletno sodelovanje z raziskovalci z tega področja. Obrazložitev bo prebral profesor dr. Matjaž Valant. Prosim. Good afternoon. Professor Neil McCann-Elford
Profesor dr. Neil McAnalford je študiral v St. Andrews University na Škotskem in svojo kariero začel kot naftni inženir na različnih naftovodih po svetu. Leta 1979 je doktoriral na London University in nato nadaljeval kariero na Oxford University. Njegove raziskave so bile najprej usmerjene na področje mehanskih in mikrostrukturnih lastnosti cementov, nato pa na področje koloidne kemije ter visokotemperaturnih superprevodnikov. Njegovi najpomembnejši znanstveni rezultati iz tega obdobja so objavljeni v 6 člankih reviji Nature. Leta 1994 je postal profesor za fizikalno elektroniko in materijale na London South Bank University, kjer je ustanovil svojo raziskovalno skupino, ki je postala svetovno znana po dosežkih pri razvoju materijalov in tehnologij za mikrovalovne telekomunikacije in magnetno resonanco ter po uspešnem prenosu razvitih tehnologij v industrijo. Zaradi odmevnih znanstvenih dosežkov je bila celotna raziskovalna skupina povabljena, da se pridruži odseku za materijale na Imperial College London. Tam je skupina pod vodstvom omenjenega profesorja nadaljevala raziskave na multiferoikih, elektrokalorikih, funkcionalnih epitaksialnih tankih filmih in plazmonikih. Za svoje delo je profesor dr. Neil McAnalford prejel mnoga priznanja in medalje. Postal je častni član več britanskih znanstvenih institucij, nato pa leta 2007 še član Kraljeve akademije za inženirstvo. Leta 2008 je dobil Griffithovo medaljo in priznanje za znanstvene dosežke na področju materijalov. Prvi stiki z raziskovalci, ki so trenutno zaposleni na Univerzi v Novi Gorici, segajo v obdobje njegovega delovanja na London South Bank University. To sodelovanje je preživelo različne stopnje in zorelo do trenutnega obdobja, ko se vzpostavlja intenzivno, učinkovito, medsebojno koristno in svetovno prepoznavno sodelovanje na področju tankih filmov, magnetoelektričnih materijalov in fotokatalizatorjev. Na takšni osnovi smo v zadnjem času izvedli in izdali nekaj zelo odmevnih raziskav in publikacij ter skupaj zgradili mrežno sodelovanje z odličnimi laboratoriji iz Združenega kraljestva, Finske, Poljske, Japonske, Združenih držav Amerike, Kanade, Indije in tako naprej, kar nam omogoča dostop do vrhunske sofisticirane raziskovalne opreme ter sodelovanje z vrhunskimi strokovnjaki specializiranih področij. Vse to je tudi zelo dober nastavek za novo fazo našega nadaljnega sodelovanja, ki bo oziroma je že prerasla bilateralne okvire in postaja izrazito globalna. Zdaj pa bi prosila profesorja dr. Danila Zavrtanika, če podeli priznanje častni član profesorju dr. Neilu McAnalfordu. Professor Dr. Danila Zavrtanik will present the Honorary Member Award to Professor Dr. Neil McAnalford. Na vrsti pa je zdajle podelitev zlate plakete. Na seji 19. maja 2010 je upravni odbor sklenil, da se tudi letos podeli priznanje zlata plaketa Univerze v Novi Gorici. Priznanje prejme profesor dr. Francisco Ernesto Barale v znak priznanja za ključni prispevek pri ustanovitvi in razvoju doktorskega programa Molekularna genetika in biotehnologija Univerze v Novi Gorici. In zdaj bi prosila še za obrazložitev profesor dr. Iztok Arčon. Professor Francisco Ernesto Barale is Director General
Profesor dr. Francisco Ernesto Barale je generalni direktor Mednarodnega centra za gensko inženirstvo in biotehnologijo v Trstu ter direktor podružnic v New Delhi v Indiji in Cape Townu v Južni Afriki. ICGEB je organizacija, v katero je včlanjenih 60 držav. Njeno temeljno poslanstvo je usposabljanje vrhunskih raziskovalcev za potrebe držav članic in njihovih raziskovalnih ustanov. V letu 2006 je profesor dr. Barale podal pobudo Univerzi v Novi Gorici za raziskovalno in pedagoško sodelovanje med obema ustanovama na področju molekularne genetike. S podpisom dogovora o akademskem sodelovanju sta se ustanovi aprila istega leta dogovorili o pripravi novega mednarodnega doktorskega študijskega programa Molekularna genetika in biotehnologija v okviru Fakultete za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici. Prvo generacijo doktorskih študentov smo vpisali v študijskem letu 2006-2007. V program se skladno z dogovorom redno vpisujejo tudi doktorski študenti z ICGEB. In accordance with the agreement, doctoral students from ICGEB are enrolled in the program every year. V letošnjem letu bodo prvi študenti zaključili študij z zagovorom svojih doktorskih del. Profesor dr. Barale ima posebne zasluge ne le za postavitev, ampak tudi za uspešno delovanje in razvoj tega doktorskega programa, saj v okviru ICGEB v Trstu po organizacijski plati zagotavlja vsem doktorskim študentom dostop do vrhunske raziskovalne opreme ter omogoča vključevanje uveljavljenih raziskovalcev in pedagogov iste ustanove v izvajanje programa. Zelo pomembno pa je tudi njegovo osebno angažiranje pri izvedbi programa, v katerem od začetka aktivno sodeluje kot vrhunski raziskovalec, pedagog in mentor. Je namreč vrhunski znanstvenik mednarodnega slovesa. Njegova bibliografija obsega preko 200 izvirnih znanstvenih člankov z izjemno citiranostjo. Med objavami so tudi članki objavljeni v najbolj prestižnih revijah, kot so Nature, Science, Nature Genetics in druge. His bibliography includes over 200 scientific papers with an exceptionally high citation level. His papers are published in the most prestigious scientific reviews such as Nature Science, Nature Genetics and others. Profesor dr. Barale je prejemnik številnih mednarodnih nagrad in priznanj. Leta 1993 ga je argentinska družba INVAP imenovala za znanstvenika desetletja na področju genetike in citologije in mu podelila nagrado Platinum Connex Prize za znanost in tehnologijo. Profesor dr. Barale je redni član European Molecular Biology Organization, dopisni član Argentinske akademije znanosti in umetnosti in zaslužni profesor biokemije na Fakulteti za znanost Univerze v Buenos Airesu. At the Faculty of Sciences at the University of Buenos Aires in Argentina. With his personal efforts and influence. Profesor dr. Barale je s svojim osebnim prizadevanjem in vplivom pomembno prispeval k razvoju doktorskega programa Molekularna genetika in biotehnologija Univerze v Novi Gorici, k zagotavljanju potrebne infrastrukture in vrhunskih strokovnjakov za usposabljanje doktorskih in podoktorskih študentov v okviru tega programa in s tem tudi k razvoju te raziskovalne dejavnosti na Univerzi v Novi Gorici. Nenazadnje pa je kot vrhunski znanstvenik in pedagog s svojim aktivnim sodelovanjem pri izvajanju tega doktorskega programa pomembno prispeval k ugledu omenjene univerze doma in po svetu. Profesor dr. Francisco Barale has contributed considerably to the international reputation of University of Nova Gorica. Profesor dr. Danilo Zavrtanik bo profesorju dr. Francisco Ernesto Baraleju izročil zlato plaketo. Professor Dr. Danilo Zavrtanik will present Professor Dr. Francisco Ernesto Barale with the Golden Plate Award. Senat Politehnike Nova Gorica je na seji 17. junija 2004 sklenil, da priznanje častni doktor Univerze v Novi Gorici, dr. honoris causa, prejme profesor Romano Prodi v znak priznanja za zasluge za razvoj in širitev Evropske unije ter za napredek znanosti in visokega šolstva v Evropi.
Profesor dr. Mladen Franko, vas pa prosim, da podate obrazložitev. Spoštovani rektor, spoštovani visoki zbor, v veliko zadovoljstvo in čast mi je, da lahko preberem utemeljitev, ki so jo predlagatelji pripravili za podelitev častnega doktorata profesoru Romanu Prodiju. Excellencies, distinguished guests, Profesor Romano Prodi se je rodil leta 1939 v pokrajini Reggio Emilia v severni Italiji. Študiral pravo in se po diplomi še naprej izobraževal v Milanu, Bologni in Londonu na London School of Economics. Usmeril se je v industrijsko organizacijo in politiko s posebnim poudarkom na malih in srednjih podjetjih. Od leta 1963 do 1999 je bil na fakulteti za politične vede Univerze v Bologni, od leta 1971 dalje v vlogi rednega profesora ekonomije in industrijskega oblikovanja. Bil je tudi gostujoči profesor na vrhunskih univerzah Harvard in Stanford v Združenih državah Amerike. Leta 1995 se je aktivno vključil v italijansko politiko z ustanovitvijo levo-sredinske koalicije, ki je leta 1996 zmagala na volitvah, tako da je profesor Prodi vodil italijansko vlado od maja 1996 do oktobra 1998. Ena od njegovih zaslug je bila tudi, da je bila Italija med državami, ki so prve sprejele evro. The European Council appointed Professor Romano Prodi as president of the European Commission in Brussels. Marca 1999 je Evropski svet imenoval profesorja Prodija za predsednika Evropske komisije v Bruslju. Evropski parlament pa ga je potrdil septembra istega leta. V 5 letih uspešnega vodenja Evropske komisije je profesor Prodi bistveno prispeval k razvoju Evropske unije in njeni širitvi na nove članice, med katerimi je tudi Slovenija. S tem so se nam med drugim odprle tudi nove možnosti za razvoj znanosti in visokega šolstva. Profesor Prodi se je leta 2005 vrnil v italijansko politiko in po zmagi na primarnih volitvah postal vodja levo-sredinske koalicije. Strani italijanskega predsednika Giorgia Napolitana mu je bila tako ponovno zaupana naloga, da sestavi vlado, ki je delovala v obdobju med majem 2006 in aprilom 2008. Professor Romano Prodi has become renowned worldwide and has received numerous awards and prizes. Od leta 2008 je predsednik delovne skupine Organizacije združenih narodov Afriška unija, ki se ukvarja z mirovnimi misijami v Afriki. And an honorary member of the Spanish Royal Academy of Political Science. He was awarded the Schumpeter Prize in Austria. Profesor Romano Prodi je osebnost svetovnega slovesa, zato je med svojo uspešno kariero prejel množico priznanj in nagrad. Postal je častni član London School of Economics and Political Science ter častni član Španske kraljeve akademije političnih znanosti. V Avstriji je prejel Schumpetrovo nagrado, častne doktorate pa na univerzah v Indiji, Bolgariji, Španiji, Združenem kraljestvu, Združenih državah Amerike, Romuniji, Belgiji, Italiji, Kanadi, Švici, Koreji, Albaniji, Makedoniji, Tuniziji, Etiopiji, Nemčiji, na Poljskem, Kitajskem, Malti in danes tudi v Sloveniji. Nagrado oziroma priznanje bo podelil dr. profesor Danilo Zavrtanik. Professor Romano Prodi will receive his award from the rector of the University of Nova Gorica, Professor Dr. Danilo Zavrtanik. Congratulations. Mi pa nadaljujemo. Med dobitnike priznanj z letnico 2010 se bo zapisal tudi naslednji častni doktor Univerze v Novi Gorici. Senat Univerze v Novi Gorici je na seji dne 18. maja 2010 sklenil, da priznanje častni doktor Univerze v Novi Gorici, dr. honoris causa, prejme profesor dr. Mihael Grecel, v znak priznanja za izjemne dosežke na področju sodobnih materialov in sistemov za zajemanje sončne energije.
Obrazložitev pa bo predstavil profesor dr. Guido Bratina. Prosim. Rector, dear guests, Professor Michael Grätzel is a full professor at the École Polytechnique Fédérale de Lausanne and the head of the Laboratory for Photonic and Interfaces. He's one of the pioneers in researching the reactions that result in energy and electron transport in mesoscopic materials. Profesor dr. Michael Grätzel je redni profesor na École Polytechnique Fédérale de Lausanne in vodja laboratorija za fotoniko in mejne plasti, Laboratory of Photonics and Interfaces. Je eden od pionirjev na področju raziskav reakcij, pri katerih pride do prenosa energije in elektronov v mezoskopskih materialih in uporabe teh reakcij pri sistemih za pretvorbo sončne energije, prav tako pa velja za pionirje na področju optoelektronskih komponent in litijskih baterij. Eden njegovih najpomembnejših dosežkov so nedvomno tako imenovane Grätzlove celice oziroma sončne celice, ki izkoriščajo ionsko izmenjavo med barvilom in elektrolitom. S tem odkritjem, ki še najbolj spominja na fotosintezo, do katere prihaja v rastlinah, je omogočil pretvorbo sončne energije v električno brez uporabe silicija. Tehnologija vključuje relativno cenjene materiale in ne potrebuje zahtevne tehnološke opreme. Kljub temu, da je predlagana tehnologija v zgodnji fazi razvoja, pa nakazuje izjemen potencial kot dopolnitev drage silicijeve tehnologije. Profesor dr. Michael Grätzel je letošnji prejemnik nagrade Millennium Technology Prize, ki jo vsaki 2 leti podeljuje Finska tehnološka akademija. Nagrada se je od svoje prve podelitve leta 2004 uveljavila kot najprestižnejše priznanje posamezniku za dosežke na področju tehnoloških inovacij, ki pomembno vplivajo na življenje človeka. His work has been cited in more than 60,000 papers and his H-index is 100. Profesor dr. Grätzel je avtor preko 800 člankov v mednarodnih revijah, pa tudi avtor 2 knjig in preko 50 patentov. Njegovo delo je citiralo več kot 60,000 člankov s H-indeksom 114, kar ga uvršča med 10 najbolj citiranih kemikov na svetu. Poleg že omenjene Millennium Technology Prize je prejemnik prestižnih nagrad, kot so Balzanova nagrada, Galvanijeva medalja, Faradayjeva medalja, Harveyjeva nagrada, Gerischerjevo priznanje, nizozemska medalja in priznanje Havinga, mednarodna nagrada Japonskega združenja za koordinacijsko kemijo, energetska nagrada Eni Italgas in Evropski Grand Prix 2000 za inovacije. Revija Scientific American ga je uvrstila med 50 najboljših raziskovalcev na svetu. Je tudi prejemnik častnih doktorskih naslovov univerz v Hasseltu, Delftu, Uppsali in Turinu. Na univerzi Cornell je gostoval kot Mary Upton Visiting Professor. Kot gostujoči profesor je poučeval na Narodni univerzi v Singapurju, bil je povabljeni profesor na univerzi v Berkeleyju, École Nationale de Chachan v Parizu in Tehnološki univerzi v Delftu. Leta 2009 sta mu Huasonška univerza za znanost in tehnologijo in Kitajska akademija znanosti iz Changchuna podelili naziv odlični častni profesor. Profesor dr. Michael Grätzel je član Švicarske kemijske zveze, Evropske akademije znanosti, Kraljevega kemijskega združenja in izvoljen častni član Vadojskega združenja za vede o naravi. Now, the honorary doctor title, Professor Dr. Michael Grätzel, please accept this award presented by Professor Dr. Danilo Zavrtanik. Congratulations. Častni nazivi Univerze v Novi Gorici so v ponos tudi profesorjem in znanstvenikom, katerih delo poznajo širom po svetu. Tako so ob sprejemu priznanj poudarjali čisto vsi prejemniki, ki novogoriški univerzi želijo hitrega uresničevanja zastavljenih ciljev in tudi hitrega uveljavljanja v Evropi in svetu. In k temu doprinaša tudi dobro sodelovanje s tujimi znanstveniki in univerzami. A k dobremu slovesu univerze lahko največ doprinesejo študentje, ki se na delovnih mestih izkažejo kot odlični strokovnjaki. In takšni študentje Novogoriške univerze so. Koliko študentov imate danes?
Ja, študentov pri nas ne raste to število, mi smo zdaj predvsem v fazi konsolidacije, tako da številka ostaja tam nekje 800 do 1000. Tudi mislim, da naslednjih 5 let ne bomo kaj bistveno rasli, ker bom rekel, je strokovni razvoj univerze je prehitel infrastrukturnega in mislim, da bo treba marsikaj postoriti v naslednjih 5 letih, da bomo infrastrukturno ujeli potrebe univerze in šele potem gledali naprej, kam in kako. Načrtov za naprej pa je veliko, dobrih idej na novogoriški univerzi nikoli ne zmanjka.